Dober večer, spoštovani gledalci in spoštovane gledalke. Spremljate zdravstveno oddajo televizije NET Halo zdravnik. Nocoj se bomo posvetili boleznim prebavil. Podrobnogled bomo namreč vzeli ulcerozni kolitis in GERD. Če se vam bo na to temo tekom oddaje porodilo kakšno vprašanje, nas boste lahko kot običajno poklicali v studio in ga zastavili mojemu nocojšnjemu gostu. V čast mi je, da se je mojemu povabilu odzval profesor dr. Pavel Skok, doktor medicine, specialist internist z oddelka za gastroenterologijo UKC Maribor. Dober večer. Dober večer. Če se strinjate, bi vas za začetek malce povprašala o črevesnih boleznih, s katerimi se vsakodnevno srečujete pri vašem delu na oddelku. Med vnetne bolezni črevesa sodijo praviloma Crohnova bolezen, ulcerozni kolitis, o katerem bomo govorili danes večer, intermediarni kolitis in pa ishemični kolitis. V zadnjih letih je razumevanje vnetnih bolezni črevesja precej napredovalo. Ugotovili so, da obstajajo tudi druge oblike, kot je na primer mikroskopski kolitis. Med bolezni črevesa, katere so med bolniki in drugimi najbolj poznane, sodita seveda dve vnetni črevesni bolezni. To sta Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis, ki imata vsak svoje zaplete. Etiologija teh bolezni je za zdaj nepoznana, je pa v zadnjih 10 letih prišlo do pomembnega preboja glede zdravljenja. To pomeni, izbor zdravil se je pomembno izboljšal, s tem tudi prognoza teh bolezni in kakovost življenja teh bolnikov. Pri tem je posebej treba opozoriti, da se kronične vnetne črevesne bolezni pogosto pojavljajo pri mlajši populaciji v drugem ali tretjem desetletju svojega življenja pri teh bolnikih, drugi vrh pa dosegajo nekje v 6. desetletju ali kasneje. Jasno je, da zaradi svojih težav ti bolniki so prizadeti v svojem vsakodnevnem delu, pri poklicu, ki ga opravljajo, trpijo pa seveda tudi družinski partnerji ali njihova družina, saj so poslabšanja teh bolezni pogosta. Zanimivo je povedati pravzaprav to, da so prvi opisi vnetnih črevesnih bolezni že iz 19. stoletja, da pa je seveda razumevanje se začelo razvijati zlasti v 20. z uvedbo endoskopskih metod, s katerimi smo lahko ugotovili oziroma potrdili spremembe na sluznici, ki pripeljejo do značilne klinične slike teh bolnikov. Tako, če se kar dotakneva ulceroznega kolitisa, o katerem bova danes veliko govorila, bi vas za začetek prosila, da nam malce poveste, kaj pravzaprav predstavlja ta besedna zveza in kaj se za njo skriva. Ulcerozni kolitis. Torej, kolitis je izraz, ki označuje vnetje sluznice debelega črevesa. Ulcerativno vnetje pa pomeni, da na sluznici nastajajo drobne razjede ali erozije, iz katerih ti bolniki krvavijo. Tisto, kar je pomembno pri tej bolezni, je to, da lahko te ulcerativne spremembe zajamejo samo krajši odsek črevesa, to je predel danke, lahko se razširijo po levem delu črevesa, kar pomeni, da zajamejo tudi esasto ali sigmoidno črevo. Če pa napredujejo tudi v transverzalni ali prečni del širokega črevesa, lahko tudi v ascendentni del ali cekum, kar pomeni, da zajamejo celotno črevo, pa govorimo o pankolitisu. Zaradi tega, ker je sluznica prizadeta v različnem obsegu, je različna tudi izguba krvi iz teh erozivnih sprememb, pogosto pa navaja ti bolniki tudi veliko število odvajanj, bolečine pri odvajanju ali tenezme, na blatu pa opazajo tudi sluz. Pogosta so tudi okužbe v tem predelu črevesa, kajti morate razumeti, da je črevo, ki je razgaljeno z temi defekti, izpostavljeno velikemu številu bakterij, ki jih imamo vsi v normalnih okoliščinah, tudi v gramu blata. Vedno, ko premišljujem o debelem črvesu, mi je pravzaprav, ko sem v ambulanti in se pogovarjamo o tem problemom, pa včasih razlagam bolniku,
da če premišljujejo o tem, da nosijo seboj tudi kakšen kilogram bakterij, ki poseljujejo različne sluznice, vključno za sluznico debelega črevesa. Kateri pa so tisti značilni simptomi in znaki? Že zdaj ste omenili krvavitev. Najbolj značilni znaki so pravzaprav odvajanje krvave stolice, veliko število iztrebljanj, ki lahko preseže tudi 10-krat ali 15-krat dnevno številko, potem tudi lažni pozivi za odvajanje. To pomeni, bolnik občuti nagon, da bi moral odvajati blato, vendar pravzaprav ga ne odvaja, ker ga mučijo samo vetrovi in sila potem, ki se pojavi v črevesu. Tem težavam se lahko pridruži tudi povisana telesna temperatura, izguba telesne sposobnosti ali zmogljivosti zaradi prizadetosti črevesa. Lahko se pa pojavijo tudi izvenčrevesne manifestacije te bolezni, za katero pravimo, da sodi v sklop avtoimunskih bolezni. Torej bolezni, ki nastanejo zaradi tega, ker se imunski odziv odvija na sluznici črevesa. Tako kot se odvija na sluznici črevesa, lahko prizadene sklepe, lahko prizadene oči, druge notranje organe, kot so na primer jetra in podobno. Znano je, da nekateri bolniki z ulceroznim kolitisom imajo tudi spremembe v smislu primarnega sklerozirajočega holangitisa ali zaplete na drugih organih. Pa če se ustaviva še pri samih vzrokih, da do te bolezni sploh pride, kateri so tisti, ki so morebiti znani in dokazani ali sploh obstajajo? Če bi želel biti pošten, bi rekel, da vedno bolj, kot se raziskovalci ukvarjajo z pojasnjevanjem etiologije bolezni, bolj pogosto pravzaprav povejo, da natančnega vzroka še vedno ne poznamo. Seveda ponudijo sklop različnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na pojavnost te bolezni. Po eni strani je to genetska predispozicija. To pomeni, da mi od svojih staršev prejmemo določene genetske značilnosti, ki nas bojo naredili ranljive, da se bo pojavila ta bolezen. Potem je seveda problem tega, da imajo ljudje v različnih okoljih poselitev črevesa z različnimi bakterijami. Potem je eden od dejavnikov, ki pripeljejo do tega, tudi to, da del ljudi v ranem otroštvu ni izpostavljeno vsem tistim antigenom, s katerimi bi naj prišli v stik. Poenostavljeno to pomeni, če zelo skrbimo za čistočo in higieno in za prehrano, bomo mi verjetno v ranem otroštvu prišli v stik z zelo malo tistimi potencialnimi dejavniki, na katere naj mi pridobimo imunski odgovor. Pomemben dejavnik, ki govori v prid tega, da je črevesna mikrobiota, to pomeni poselitev črevesa, različna v različnih okoljih in pri različnih ljudeh, potrjuje to pravzaprav dejstvo, da je zbolevnost v različnih okoljih, na primer mediteranske dežele, Severna Amerika ali Skandinavija v Evropi, je zelo velika razlika v številu bolnikov, ki jih ugotovijo v določenih okoljih. Glede ugotavljanja oziroma diagnosticiranja teh bolnikov je treba povedati, da je v zadnjih desetletjih z napredkom endoskopije nedvomno moč potrditi naravo oblike kolitisa. Praviloma moramo odvzeti v različnih delih črevesa vzorce sluznice, patohistološko opredeliti naravo in stopnjo vnetja, pa tudi zaplete, ki se pojavijo. In iz patohistološkega preparata lahko v veliki večini primerov natančno določimo, ali gre za, na primer, ulcerozni kolitis, Crohnovo bolezen ali pa intermediarni kolitis. Tudi pri dostikrat starejši bolniki sprašujejo, kako to, da so se pojavile oblike kolitisa šele v visoki starosti, recimo v 8. ali kasnejših desetletjih. Praviloma je to povezano z ishemičnimi spremembami črevesa. Tako kot imamo ishemijo lahko v koronarnem žilju ali v perifernem žilju, tako se lahko pojavi tudi ishemija v
ožilju črevesja. In v tem primeru nastane zelo specifična oblika ishemičnega kolitisa. Tako, kot sem omenila že uvodoma, današnja oddaja poteka v živo in zato sprejemamo tudi vaše telefonske klice na telefonski številki 02 620 3737. Izkoristite priložnost in zastavite vprašanje strokovnjaku, ki ga nocoj gostimo v oddaji Halo zdravnik. Že uvodoma ste nekako omenili, katere starostne skupine so nekako najbolj podvržene boleznim prebavil, verjetno to velja tudi za ulcerozni kolitis, pa vendar, ali lahko za slednjim obolijo tudi otroci ali se pokaže v kasnejših obdobjih? S tem, ko je pravzaprav endoskopija postala dostopna in jo opravljajo tudi pri otrocih, se ugotavljajo oblike vnetne bolezni črevesa tudi pri relativno zelo majhnih otrocih. Tudi na našem oddelku, kliničnem oddelku za pediatrijo, kjer opravljajo pri teh malih otrocih endoskopijo v anesteziji, se vse pogosteje ugotavljajo tudi oblike vnetnih črevesnih bolezni. Pri tem je treba povedati, da imajo, kadar so ugotovljene spremembe pri teh otrocih, se relativno kmalu odločajo za zelo udarne oblike terapije, ravno z željo, da bi pravzaprav omejili vnetje na sluznici črevesa, skušali zagotoviti zacelitev poškodb sluznice, da bi omogočili vsaj približno normalno rast in razvoj otroka in omilili posledice te sicer kronične vnetne bolezni. Že večkrat ste omenili endoskopske diagnostične preiskave, morda še kakšna beseda o slednjih? Endoskopske preiskave je, če bi gledali zgodovinsko, šele leta 1957 so uvedli semifleksibilne, to pomeni polupogljive endoskopske preiskave. Endoskopija pa je doživela pravzaprav svoj razmah v zadnjih 30 letih. Jasno je treba povedati, da se od začetkov, ko je bila zgolj diagnostična metoda, se je endoskopija spremenila vedno bolj tudi v interventni poseg, ko lahko odstranjujemo polipe, zaustavljamo krvavitve ali odvzamemo vzorce sluznice za patohistološko oceno. Zlasti patohistološka ocena je pomembna za opredelitev narave in stopnje vnetja, z endoskopijo pa lahko tudi natančno ocenimo, kolikšen del sluznice debelega črevesa je prizadet z vnetjem. Seveda to vpliva tudi na izbor našega zdravljenja. Z endoskopijo lahko dosežemo tudi del tankega črevesa, kar je zelo pomembno takrat, kadar želimo izključiti Crohnovo bolezen, ki je bila kot prvi opis terminalni ileitis, pa se je avtorju potem poimenovala Crohnova bolezen. Originalni izraz je bil terminalni ileitis, kar pomeni, da zajame tudi končni del tankega črevesa. Endoskopske preiskave so seveda pomembne tudi v sledenju bolezni. Namen zdravljenja je pravzaprav po eni strani zagotoviti izboljšanje bolnikovega stanja, zacelitev sluznice črevesa, seveda pa omiliti tudi morebitne zaplete, kot so krvavitve, vznikanje polipov ali drugih sprememb. Dlje časa, ko traja vnetni proces na sluznici črevesa, bolj kronične postajajo te spremembe, praviloma se črevo skrajša, postane togo, rigidno, lahko se pa v določenem primeru razvijajo tudi zapleti, to zlasti pri Crohnovi bolezni, abscesi ali fistule. Za ulcerozni kolitis je značilno to, da se v najhujšem primeru lahko razvije toksični megakolon. To je pravzaprav zaplet, ko pride zaradi napredovalosti vnetja do širitve debelega črevesa in zaplet, ki lahko do tega pripelje, vodi pri delu bolnikov, sicer redkih, do potrebe po popolni odstranitvi črevesa ali kolektomiji. Toksični megakolon je pravzaprav najhujši zaplet, ki ga videvamo sicer redko, predstavlja pa nujno stanje, ki ga je potrebno reševati skupaj z kirurgi. In če se še malce zadrživa pri teh endoskopskih preiskavah, zanima me, kakšne so kaj vaše izkušnje? Ali se pacienti tovrstnih preiskav bojijo? Predvidevam, da so slednje vendarle
morda nekoliko neprijetne, morda tudi boleče, ali ni nekih težav pri sami izvedbi? Praviloma, ko pridejo bolniki na to preiskavo, je zelo odvisno od tega, kakšne informacije so o preiskavi pridobili in ali je tisti, ki jih je na preiskavo tudi napotil, v primerni meri razložil prednosti in pomanjkljivosti take preiskave. Pogosto bolnik, ko pride na preiskavo, pove, kako ga je strah, na kar jaz praviloma odgovorim, da če bi jaz šel na preiskavo, bi bilo mene tudi. Ampak da če premišljujem, da lahko preiskava ponudi odgovor na moje težave, bi se tudi sam vlegel takoj na preiskovalno mizo in bi sicer premišljeval, da to ni najbolj prijetno, ampak bi pustil, da se opravi. Del bolnikov, ki imajo strahove, se jim seveda lahko v zadnjem obdobju ponudijo tudi preiskave v sedaciji, to pomeni ob terapiji, pri kateri človek, ne bom rekel, da je anesteziran, vendar bistveno manj čuti težave zaradi samega posega. Osebno je moje razmišljanje, da se seveda z sedacijo bolniku lahko pomaga, da pa tega pri tako številnih bolnikih, ki bi to želeli, pravzaprav ne moremo izvajati, kajti tem bolnikom, ki jih sediramo, jih je potrebno kasneje po preiskavi tudi opazovati in lahko se razvijajo tudi zapleti strani srčno-žilnega sistema. V tem primeru je treba skrbno pretehtati med tem, kar je prednost za bolnika, kar so pa potencialne nevarnosti, ki jih sabo prinašajo tudi te oblike premedikacije. Jasno je, da v določenih okoljih zelo človeku, bolniku, ki pride na to preiskavo in ga je strah, ponudijo to možnost, ki je sicer trenutno še z doplačilom, bo pa verjetno v prihodnosti potrebno razmišljati o tem, tako kot v zahodnih deželah, da se bolniki zavarujejo tudi za primer takšnih preiskav, da se preiskave opravijo z sedacijo ali v obliki anestezije, vendar je za to uslugo potrebno imeti tudi primeren nadzor takega bolnika, pri katerem je bilo to opravljeno in mu to tudi omogočiti. Nocoj torej v naši oddaji govorimo o boleznih prebavil. Če tudi vas pestijo tovrstne težave, telefonska številka 02 620 3737 je tista prava, na kateri lahko dobite odgovor na svoje vprašanje. Midva pa od endoskopskih preiskav k samim možnim načinom zdravljenja, ki so na voljo pri ulceroznem kolitisu. Katere bi izpostavili? Treba je povedati, da so se oblike terapije v zadnjih 15 letih zelo izpopolnile. K temu je pripomoglo po eni strani boljše razumevanje vnetnega procesa na sluznici črevesa, po drugi strani pa seveda farmacevtska industrija, ki se je usmerila v vedno bolj učinkovita zdravila. Mi vemo, da smo v preteklosti uporabljali protivnetna zdravila, kot so bili aminosalicilati in sulfasalazin. Potem smo ta zdravila kombinirali z imunosupresivnimi zdravili in s kortikosteroidi. Jasno je, da vsaka od teh zdravil imajo še vedno svoje mesto in so pri določenem delu bolnikov učinkovita. In če dovolite, bi potem tukaj tudi nadaljevala. Zdaj pa je z nami že nekdo na telefonski zvezi. Dober večer, komu? Dober večer. Silvo iz Ljubljane sprašuje zdravnika, kako se na tem pregledu črevesja, jaz sem že bil na kolonoskopiji, na retoskopiji za danko in test in ni mogel zdravnik jeti naprej do konca danke, ampak samo 18 centimetrov, potem je mu pa nagel hitro zavoj črevesja in je prekinil. In sem že tudi vprašal, da bi šel na celotno, pa so rekli, da je to zelo nevaren, a nam je zdravnik povedal, da bi prišel potem lahko do predrtja danke v globini 18 centimetrov.
In ne vem, kako bi zdravnika vprašal, kaj bi v tem primeru naredil, ker so mi rekli, privat sem vprašal tudi, pa so rekli, da dajo brez narkoze, ampak samo ene tablete, da bi mi dali pred bolečinami. Hvala lepa za vaše vprašanje. Bom skušal odgovoriti. Pri delu bolnikov je pravzaprav tisti kot, ki ga ustvarja črevo v spodnjem delu, ko se danka podaljša ali nadaljuje bolje v sigmoidni del črevesa, je včasih ovinek, mimo katerega je težko uvesti običajne kolonoskope, torej instrumente, ki so široki približno 13 mm. V tem delu je lahko črevo tudi zoženo zaradi vnetnega procesa, zato je uvajanje oteženo. Seveda si pri tem lahko pomagamo tudi, da bolniku damo sedacijo, poskusimo z tanjšim instrumentom, kar ima svoje prednosti in pomanjkljivosti. Vkolikor pa ne bi mogli izvesti endoskopske preiskave, kar je sicer izjemno redko, imamo pa tudi možnost drugih slikovnih preiskav. Ena od teh je seveda tudi virtualna koloskopija. Virtualna koloskopija pomeni, opravljajo radiologi, pomeni pa pravzaprav CT preiskavo debelega črevesa, kjer črevo napolnimo z zrakom in potem naredimo slike, kot jih sicer opravimo pri računalniški tomografiji ali CT-ju. Moram pa pri tem povedati nekaj, kar pogosto razložim svojim bolnikom. Ta preiskava je lahko pri delu bolnikov, ki imajo v razmišljanju težave zaradi koloskopije, zelo uporabna. Vendar je treba povedati, če na virtualni koloskopiji ugotovimo spremembe debelega črevesa, bomo kljub vsemu morali opraviti koloskopijo. Trenutno je koloskopija pravzaprav edina instrumentalna metoda, s katero lahko mi sluznico črevesa pregledamo, odvzamemo vzorce sluznice, opravljamo pa tudi druge posege, kot sem jih prej omenil, naprimer zaustavljamo krvavitve in podobno. To pomeni, to je metoda, ki je ne samo diagnostična, ampak tudi terapevtska in ponudi največ informacij o razširjenosti vnetnega procesa. Še da dopolnim. Jasno je, da tudi ko želimo pri vnetni bolezni črevesa pregledati del tankega črevesa, imamo na razpolago ali kapsulno endoskopijo, to pomeni, bolnik zaužije kapsulo, ki ima svetilo in zajema, bom rekel, slika. Po svoji poti slika sluznico zgornje in spodnje prebavne cevi in tankega črevesa. Potem mi te slike prikažemo na računalniškem zaslonu. Ta preiskava je dobra, kadar bolezenski proces potrdi. Kajti v nasprotnem primeru ne moremo biti zanesljivi, da peristaltični valovi te kapsule niso porinili mimo vnetnega ali drugega bolezenskega procesa. S tem hočem poudariti pomembno dejstvo. Kapsulna endoskopija je koristna in uporabna, kadar je pozitivna. To pomeni, kadar potrdi obolenje, kadar potrdi spremembo. Če pa ga ne, pa obstaja še vedno možnost, da je tista kapsula, ne bom rekel prezrla, ampak da je šla mimo bolezenskega procesa. Imamo tudi preiskavo, ki se ji reče enteroskopija, ki se opravlja z endoskopskim instrumentom, ki je dolg približno 2,2 metra in s katerim lahko pridemo v dobršen del tankega črevesa po poti požiralnik želodec 12. Vendar nam še vedno ostane del debelega črevesa nepregledan. In tudi tankega v tem primeru. Tudi v tem primeru si lahko pomagala za eno od slikovnih preiskav, to je magnetno-resonančna enterografija, ki nam pravzaprav lahko da dopolnilne informacije o sluznici
tankega črevesa in o morebitnem vnetnem procesu v tem delu. Da odgovorim pa ciljano, bi pa vsekakor predlagal, da se poskusi opraviti endoskopija v sedaciji in da se pri bolniku poskusi preiskavo opraviti z tanjšim instrumentom. Hvala lepa za vaš odgovor. Zraven ste postregli tudi z mnogimi podatki o širokem naboru diagnostičnih postopkov, ki so na voljo. Še en dokaz, da je sodobna medicina upravičeno sodobna. Sicer pa sva midva ostala pri možnih načinih zdravljenja ulceroznega kolitisa. In omenil nisem pravzaprav tistega, o katerem pravzaprav bolniki v zadnjih 10 letih največ poslušajo in berejo in so največ upov gradili pravzaprav v to obliko zdravljenja. Jaz sem prvič pred 15 leti na Evropskem gastroenterološkem kongresu poslušal predavanja profesora Rutgersa o bioloških zdravilih. To je bil takrat pravzaprav velika prekretnica v zdravljenju in v pričakovanju teh bolnikov, kako bodo biološka zdravila popolnoma spremenila vnetni proces pri teh bolnikih. Oprostite, spet vas bom si dovolila se prekiniti. Torej, o bioloških zdravilih bova govorila v nadaljevanju, še prej pa bomo dali možnost in besedo vam, spoštovani gledalci in gledalke. Dober večer, kdo je z nami? Dober večer. Pozdravljeni. Jaz vas bi oba lepo pozdravila. Mene nekaj zanima, ker moj oče je imel raka in je že s 65 leti umrl. Jaz bom pa zdaj napolnila 70 in imam tudi iste probleme, kot je imel moj oče. Imam notranje zunanje hemoroide, on je šel na operacijo za hemoroide, pa sem ugotovila raka na črevesju. Jaz sem bila pa zdaj že 3-krat, pa zdaj pa 2 leti nisem šla, ker me je groza, na kolonoskopijo in so me tukaj pregledali v Celjski bolnici in so me poslali v Slovenj Gradec. Ta doktor, ko je zraven bolnice, ima svoje prostore, me je pregledal. Prvič sem šla k njemu in me je poslal v Slovenj Gradec, ker mi ni prišel, ker je rekel, da imam preveč zavito črevesje pod rebri. In mi ni prišel do konca in me je poslal v Slovenj Gradec. Tudi tam mi niso to mogli ugotoviti. Pa so me nazaj poslali, sem šla nazaj k temu zdravniku in je rekel, da se me ne upa več imeti, da moram iti spet v bolnico, ker lahko da začnem krvaveti. In sem šla v bolnico in me je tam zdravnik, ko so mi pregledali, tako prematro 1 uro, več kot 1 uro, da sem bila čist mokra in tak napihena, da nisem mogla niti vstati več in so me pol dali v sosednjo sobo, da so me izpihovali, da sem sploh lahko vstala. In so mi rekli, da to je pa mučenje. Hujško je rekel zdravnik, zdaj pa vam bom napisal, da naslednjič vam morajo delati pod narkozo. Ampak gospod doktor, mene samo to zanima, ker sem pa čula, da če ti pa pod narkozo delajo, da pa ti lahko predrejo noter, ko nič ne čutiš, ne? In tega je mene zelo groza in zato že 2 leti zdaj nisem šla. Se pa zelo slabo počutim in ne vem, če ne bom prej umrla, no. Tako da lepo prosim za vaš odgovor in najlepša hvala vam, pa lep večer, lahko noč. Hvala za vaše vprašanje. Hvala. Bom skušal razumno odgovoriti. Ako je nekdo obremenjen družinsko zaradi raka debelega črevesa in danke, bolje vsekakor smiselno, da opravi endoskopsko preiskavo črevesa. Jasno je treba povedati, da vsi tisti, ki imajo kronično vnetno črevesno bolezen, se z trajanjem te bolezni poveča tveganje za vznikanje raka debelega črevesa in danke. Gospa, ki je družinsko obremenjena s tem, je vsekakor smiselno, da opravi kontrolno preiskavo. Če v nobenem primeru niso mogli narediti preiskave brez sedacije ali brez anestezije, je absolutno prav, da se poskuša preiskavo opraviti v sedaciji oziroma anesteziji, ker je to edina možnost pravzaprav, da se opravi celotni pregled debelega črevesa. Naj ob tem poudarim, da vsem bolnikom, ki pridejo na endoskopsko preiskavo debelega črevesa, poudarim, in to bom povedal tudi sedaj, tudi če pustimo nepregledanih samo 10 cm debelega črevesa, preiskava ni popolna. Nas vodi pravzaprav želja priti v cekalni del črevesa in vstopiti v zadnji del
tankega, to pomeni v ileum. Samo v tem primeru lahko rečemo, da je preiskava opravljena in celotna. In pri tem moramo upoštevati tudi čas, ki ga potrebujemo, da mi instrument, bom rekel, uvedemo v cekalni del črevesa. Zato, da to dosežemo, pihamo skozi cevko zrak, ki seveda razpne črevo. S tem želimo zmanjšati možnost poškodbe sluznice, ravno to, kar je gospa rekla, da je strah, da bi prišlo do perforacije ali predrtja črevesa. Seveda je res, da če bolnik lahko sodeluje pri preiskavi in ga mi obračamo na preiskovalni mizi, lahko in lažje praviloma dosežemo končni del debelega črevesa kot pri nekom, ki je v sedaciji ali anesteziran. Je pa seveda res, da takrat ne čuti nič, zaspi med preiskavo, mi pa imamo možnost pravzaprav brez tega, da človek navaja bolečine. Nekateri težko prenašajo to preiskavo, jo opravimo v celoti. Vsekakor bi predlagal, če ima težave, da se skuša narediti preiskava v anesteziji, praviloma najboljše v eni od ustanov, ki jih je omenila, ali v Slovenj Gradcu ali pa v Celju, bolnišnice so ji sigurno bližje. Hvala lepa za vaš odgovor. Pa bova kar nadaljevala pri bioloških zdravilih, če se strinjate. Biološka zdravila so pomenila velik preboj pri zdravljenju teh bolnikov. Res pa je, da so bila pričakovanja pred 10 leti še večja, kot so pravzaprav rezultati raziskav v zadnjih letih potrdili. S tem hočem povedati, biološka zdravila so pravzaprav bila razvita z namenom ustaviti različne stopnje vnetnega procesa na sluznici črevesa. V zadnjih letih je tudi v Sloveniji dostopnih vedno več bioloških zdravil, prišlo je pa tudi do uvedbe tako imenovanih biosimilarjev. To pomeni biološkim podobnih ali sorodnih zdravil. Pri tem je treba povedati, da so biosimilarji po nekaterih rezultatih zelo primerljivi z ostalimi biološkimi zdravili, da pa so cenovno seveda bistveno bolj dostopni. Mi v Sloveniji imamo pravzaprav na razpolago večino bioloških zdravil, kot tudi v drugih zahodnih deželah. Praviloma se o zdravljenju z temi zdravili odločajo konziliji, ki so sedaj v različnih bolnišnicah v Sloveniji in postaja ta oblika zdravljenja vedno bolj dostopna. Koncept zdravljenja z biološkimi zdravili se je v zadnjih letih tudi pomembno spremenil. Tako kot smo v začetku skušali z stopenskim zdravljenjem od najbolj, bom rekel, enostavnih, običajnih zdravil protivnetnih, kasneje imunosupresivov in kombiniranje z kortikosteroidi, preiti kasneje v zadnje oblike biološke terapije, pa se skuša zdaj pravzaprav pri tistih bolnikih, ki imajo neugoden potek bolezni, torej z zapleti ali prizadetost velikega dela, torej večine dela črevesa, čim prej uvesti biološko terapijo. Pri tem je treba povedati, da ti bolniki si to zdravilo lahko aplicirajo tudi sami ali pa v ustanovi v nekaj tedenskih intervalih in da imamo sedaj za določena zdravila tudi možnost določanja teh učinkovin v krvi in s tem indirektno sklepati o uspešnosti zdravljenja z temi zdravili. Treba je povedati, da imajo žal tudi ta zdravila poleg svojih zelo dobrih učinkov, tudi neželene. Bolniki, pa tudi vsi tisti, ki zdravila predpisujemo, se moramo zavedati, da imajo nekatera zdravila, bolj ko so učinkovita, imajo tudi določen spekter neželenih učinkov, ki lahko prizadenejo različne organe. Del bolnikov, ki uporablja biološka zdravila, za to tudi vejo in so na to posebej opozorjeni. Tisto, kar je pravzaprav pozitivno za naše bolnike, je pravzaprav dejstvo, da imamo v Sloveniji zdaj veliko večino bioloških zdravil, ki so dostopni tudi v, bom rekel, precej bolj razvitih zahodnih deželah.
S tem hočem reči v tistih okoljih, kjer pravzaprav precej več še vlaga v zdravstveni sistem, kot naprimer v našem okolju. Pa je pri ulceroznem kolitisu pogosto potrebno tudi kirurško zdravljenje? Kdaj pride v poštev in na kakšen način? Kirurško zdravljenje pride praviloma v poštev pri tistih bolnikih, kjer so izčrpane možnosti konzervativnega zdravljenja z zdravili. Poenostavljeno bi rekel, ko zamenjujemo zdravila, pa ne dosežemo željenega učinka na sluznici, počutju ali zdravju bolnika. Ali takrat, ko se pri bolniku razvije zaplet, ki sem ga omenil prej, toksični megakolon. Mi ne želimo, da čakamo tako dolgo, da se razvijejo zapleti, je pa praviloma zelo težko bolnika pripraviti na tako drastičen poseg, kot je kolektomija. Kolektomija načeloma pomeni, da odstranim kirurg celotno debelo črevo in naredi en žepek ali receptakulum, kjer se potem zbira blato, ko bolnik odvaja. Za te bolnike je pravzaprav pomembno, kako jih lahko skozi določeno časovno obdobje pripravimo na dejstvo, da bo kirurški poseg potreben, oziroma da on sprejme in uvidi, da je to pravzaprav edina možnost, potem, ko so bile izčrpane druge oblike zdravljenja. To je tudi tisto, kar sem prej omenil, da del bolnikov, ki zasledujejo po internetu ali po vseh ostalih forumih možnosti zdravljenja, praviloma si izmenjujejo dobre informacije o zdravljenju z temi sodobnimi zdravili. Mi pa videvamo tudi tiste neželene učinke ali odpoved terapije, pri kateri je potem težko iskati alternative, ko si prišel tako rekoč, bom rekel simbolno, do stropa zdravljenja, pa vidiš, da bolniku ne pomagaš več dovolj dobro. Ali obstajajo tudi kakšne preventivne smernice, da bi se lahko zavarovali pred samim obolenjem ulceroznega kolitisa? Glede na dejstvo, da etiologije ali vzrokov bolezni ne poznamo, ni nekih specifičnih ukrepov, s katerimi bi omilili verjetnost nastanka te bolezni. Jasno je treba povedati, da če smo imeli kronično vnetno črevesno bolezen v družini, je veliko večja verjetnost, da se bo pojavila tudi kasneje. Tako, pa če dovolite, bi sprejeli še en telefonski klic. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni, izvolite. Jaz bi se pa rada pozanimala, sem imela prejšnji teden koloskopijo, pa je bilo lepo upravljeno, brez kakšnih zapletov ali karkoli. Mi je pa doktorica povedala, da imam v vračanju, ko se je vračala nazaj z črevesja, videti divertikle. Pa me zanima, pa bi gospoda doktora vprašala, či je to kaj narobe s črevesjem ali kaj ti divertikli so, ali lahko z tega tudi kaj nastane. Hvala za vaše vprašanje. Divertikli so pravzaprav pogosta sprememba, ki jo najdemo pri bolnikih, bom rekel, od 5. desetletja starosti dalje. Starejši, ko so, bolj pogosto najdemo divertikulozo. Divertikuloza pomeni, da na steni črevesa nastanejo žepki. Ti žepki so različno veliki, včasih so tako veliki, da ustvarjajo videz psevdosvetline, ko opravljamo koloskopijo in ko napredujemo po črevesu. Kaj je divertikl? Žepek, ki nastane na tistem mestu, kjer skozi sluznično in mišično plast do črevesa prihaja drobna arterija. V tistem delu je stena tega črevesa oslabljena. Pri bolnikih, ki imajo oteženo odvajanje in ustvarjajo povečane tlake ob odvajanju v svetlini črevesa, se razvijajo ti divertikli. Ti divertikli so pri starostnikih nad 65 let eden najpogostejših vzrokov za krvavitve. Seveda pa predstavljajo tudi stanje,
ki poveča tveganje ob sami koloskopiji. Prejle sem omenil, da je v predelu divertikla stena črevesa tanjša. Vedno, ko opravljamo preiskavo, pihamo zrak v črevo, kar sem že prej poudaril. S tem želimo črevo razširiti, ampak to pomeni, zrak se ujame tudi v te drobne žepke in seveda lahko nastane tudi perforacija, torej predrtje stene v tem predelu. Tako, hvala lepa. Zdaj pa, če dovolite, bi sprejeli še en telefonski klic. Lepo pozdravljeni. Dober večer. Ja, dober večer, gospod. Kar izvolite zastaviti vprašanje. Če bi lahko s doktorom govoril. Ja, kar izvolite, vas posluša. Veste kaj, jaz ko grem na toalete, ne? Če imam trdo vnato, pritiskam. Pol pa krvavim, po tem. Odvajanje trdega, čvrstega blata je pogost problem pri starostnikih. To je pravzaprav, s tem ne želim povedati, da je gospod starostnik, ampak želim povedati, da je problem pogost. Gre tudi za to dejstvo, da če uživaš hrano, ki ne vsebuje primerne količine balastnih snovi, če ne uživaš primerne količine tekočine, če nisi primerno telesno dejaven, seveda to vpliva na odvajanje. Funkcija debelega črevesa je pravzaprav samo v tem, da posrka tekočino, oblikuje blato, blato dostavi v predel tanke, kjer se sprožijo dražljaji, da mi izpraznimo ta del črevesa. Vkolikor imamo te reflekse oslabljene, se praviloma posrka velika večina vode, blato je zelo čvrsto in odvajanje je zelo povezano z napenjanjem in s težavami. In v teh primerih se pogosto razvijajo hemoroidalni vozliči, naj bodo notranji ali zunanji, in iz teh lahko bolniki tudi pogosto zakrvavijo. Praviloma je potrebno premišljevati o hemoroidalnih krvavitvah takrat, ko bolnik opazi, da je na papirju, s katerim se obriše, je sled sveže krvi. To je tudi eden od testov, ki jih opravljajo v sklopu presejalnega programa. To pomeni, da bolnik, pri katerem ni makroskopskih znakov krvavitve, oddajo vzorec blata in potem se v tem blatu imunohistokemično iščejo razgradni produkti hemoglobina. To je tisto, kar mi govorimo o hematestu oziroma testu na okultno krvavitev v črevo. Tako, hvala za vaš odgovor. Že uvodoma sem omenila, da v nocojšnji oddaji vendarle ne bomo govorili zgolj o ulceroznem kolitisu, pač pa se bomo dotaknili tudi gerba, pa bi kar prosila, da nam malce pojasnite, kaj sploh pomeni kratica gerb. Gerb je pravzaprav bolezen, ki smo jo začeli pogostneje diagnosticirati v 90-ih letih prejšnjega stoletja, ko je postala endoskopija veliko bolj dostopna in smo lahko pregledali predel požiralnika, predela ezofagogastrične stičnice, želodca in dvanajstnika. Gastroezofagealna refluksna bolezen pomeni, da imajo bolniki težave, ki praviloma nastanejo zaradi zatekanja vsebine iz dvanajstnika ali želodca v požiralnik. Sluznica požiralnika in želodca se stika v predelu ezofagogastrične stičnice. Narava teh dveh sluznic je različna. Tako kot je sluznica želodca prilagojena na zelo nizek pH, na izločanje prebavnih sokov in je odporna na to delovanje, pa je sluznica požiralnika veliko bolj dovzetna za poškodbe. Še zlasti je dovzetna za poškodbe takrat, ko pride do zatekanja tudi vsebine iz tankega črevesa, torej dvanajstnika, in to je najbolj neugodno je delovanje žolčnih kislin, ki lahko povzročijo okvare tesnih stikov med celicami sluznice požiralnika. Refluksna bolezen se lahko izrazi tako pri mlajših osebah, lahko pa tudi pri starostnikih, ki uporabljajo različna zdravila. Vsa tista zdravila, ki vplivajo na tonus spodnjega požiralnikovega sfinktra, omogočajo seveda, da zateka vsebina različno visoko v požiralnik.
V zadnjih letih je zelo raziskovalno delo na področju refluksne bolezni napredovalo. Ugotovili so, da pri delu bolnikov se razvijajo spremembe tudi zaradi zatekanja v sapnik, pride do sprememb srednjega ušesa in do vnetja srednjega ušesa. Pri delu bolnikov pa opazujejo tudi spremembe, ki nastanejo na sklenini. Torej govorimo o laringofaringealnem refluksu. Tako, o tem še nekoliko več v nadaljevanju, zdaj pa je že čas, da sprejmemo naslednji telefon. Dober večer. Halo? Ja, pozdravljeni. Gospa, kje ta doktor dela, ko imam to predavanje zdaj? Gospod doktor je zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Sem lahko kar sama odgovorila, boste še vi kaj dodali? Ne, nič ni temu za dodati. Nocoj gostim profesorja doktorja Pavla Skoka, doktorja medicine, specialista internista, če morda kdo na začetku ni ujel tega podatka. Vaša vprašanja pa še vedno torej sprejemamo na telefonski številki 02 620 3737. Midva pa že govoriva o gerbu, ampak predtem še en klic. Halo, dober večer. Ja, dober večer. Pozdravljeni, izvolite. Tule Nada iz Rave na Koroškem. Jaz bi pa imela samo eno vprašanje. Mene je tek želodec bolel, potem sem pa šla k zdravniku, pa me je dala osebna zdravnica na gastroskopijo, če sem prav povedala. In dol so mi ugotovili, da imam kilo na želodcu. Zdaj pa od tega trenutka naprej jaz nimam več bolečin, kar sem bila pregledala na gastroskopijo, no, ko sem imela. Zdravnica mi je povedala vse, kaj je treba pač delati, da bo manj bolečin, samo jaz zdaj že pol leta nimam bolečin. Nič, tako se mi fajn zdi. Hvala za vaše vprašanje. Pravzaprav odlično, da je zdravnica, ki je opravila preiskavo, pojasnila bolnici, kar je ugotovila in s tem pravzaprav pomembno olajšala njene težave. Mogoče je potrebno to, kar je gospa omenila, kila. Prsno votlino in trebuh ločuje prepona. In v tistem delu, ko požiralnik se nadaljuje v želodec, to je približno predel ezofagogastričnega stika, se lahko zgodi, da zdrsne del zgornjega dela želodca v prsno votlino. Temu pravimo, da nastane drsna ali hiatalna kila. Zev v tem predelu, ko požiralnik prestopa v želodec. Kila omogoča bistveno večji refluks kot običajno. In bolniki, pri katerih ugotovimo to kilo, jih seveda opozorimo ne samo na farmakološke ukrepe, glede zdravil, ki naj bi omilile njihove težave, ampak tudi na dietni režim, na mogoče dvignjeno vzglavje, pri katerem spijo, na to, da ne dvigujejo težjih bremen, da nimajo recimo oblačil, ki bi jih stiskala v predelu trebuha, kajti s tem se poveča tlak v trebušni votlini in se omogoči refluks. Tako, hvala lepa. Mi pa imamo še en telefonski klic. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni. Pri telefonu Meta. Jaz bi pa imela za gospoda doktorja dve vprašanji. Sem astmatični bolnik in vsake pol leta kontroliram astmo. Predno sem imela ta kontrolni pregled, se mi je pa začel zelo pogosto pojavljati zelo neprimeren kašelj, ki ni bil posledica nobenega prehlada in sem mislila, da se mi je poslabšala astma. Zato sem šla izredno k pulmologu, on mi je pa ugotovil gerb. In sicer mi je potem predpisal Nolpaza kontrol tablete 2-krat na dan. Nič ni napisal, koliko časa naj bi te tablete jemala. Moja zdravnica mi je pa dala recept za 1 mesec. In zdaj ne vem, a ne grem jaz po 1 mesecu k svoji zdravnici po nov recept, ali kontrolo pri pulmologu imam pa spet junija. Meni se je stanje delno izboljšalo, vendar tisti kašelj, ki ga imam, je zelo podoben bronhitisu, vendar nimam bronhitisa.
Jaz pravzaprav kašljam prav hreščeče, tukaj prav iz predela bronhijev. Umirjam ta kašelj z vsemi mogočimi tabletami, najbolj mi pravzaprav še pomaga zvečilni gumi. Ker mi potem tudi malo pridobim na slini, imam pekoča usta, suha usta, klasične zgage pa jaz nimam, nikoli jo tudi nisem imela. Jaz sem samo kašelj, ki je včasih tako moteč, da pravzaprav se kar bojim že jeti na kakšen koncert ali pa nekaj takega, da ne bi dobila tega napada, ki izgleda sliši se kot oslovski kašelj, izgleda kot astmatični napad, tako da mene pravzaprav bolj to zanima, kako bi jaz te stranske učinke, a karkoli to že je, umirila. Hvala za vaše vprašanje. Terapija, ki je bila svetovana, to je zaviralec protonske črpalke, sodi v skupino najbolj učinkovitih zdravil pri bolnikih, ki imajo težave. Naj ob tem poudarim, imamo veliko število bolnikov, ki ne navaja nikakršnih težav zaradi refluksa, pa najdemo na sluznici požiralnika zelo napredovale vnetne spremembe. In nasprotno, imamo bolnike, ki imajo anamnestično značilne podatke, simptome refluksne bolezni, pa endoskopsko ne najdemo nič. Ugotovljeno je bilo, da dolgotrajno zdravljenje pri teh bolnikih, ki imajo refluksne težave, dolgotrajno zdravljenje pomeni vsaj 8 do 12 tednov. To lahko modificiramo, da prvi mesec uporablja bolnik 2x40 mg, kasneje pa mogoče samo 40 mg dnevno. Je pa to, kar je gospa povedala, kašelj, lahko eden od simptomov refluksne bolezni. In naj poudarim to, kar rečem pogosto tudi našim bolnikom. Pulmologi, gastroenterologi in specialisti ORL si pogosto med seboj te bolnike pošiljamo ali zaradi diagnostičnih postopkov za opredelitev stopnje in prizadetosti požiralnika ob sumu na refluksno bolezen požiralnikov. In številni so pravzaprav tisti bolniki, ki so k nam napoteni tudi od teh dveh specialnosti zdravnikov, zaradi težav, ki so pa značilno povezane z refluksom. Oblika zdravljenja je praviloma zaviralec protonske črpalke. Hvala lepa za vaš odgovor. Sicer pa me zanima, ali strokovnjaki priporočate kakšne diete, katera hranila priporočate, katera odsvetujete v primeru gerba, morda tudi v primeru ulceroznega kolitisa. Kaj bi rekli? Bolniki, ki imajo refluksno bolezen požiralnika, absolutno jim odsvetujemo vse pijače, ki vsebujejo CO2, torej gazirane pijače, svetujemo jim koncentriran alkohol, prekajeno meso, torej vsa tista živila, ki izrazito povečajo izločanje želodčne kisline. Glede bolnikov z ulceroznim kolitisom je pa pravzaprav treba poudariti, uživali naj bi uravnoteženo prehrano in praviloma naj bi bila prekuhana. To pomeni tudi sadja, zelenjave in ostalo, kar je prav, da uživajo, naj bi bilo prekuhano. Nekateri, ki skušajo, bom rekel, biti ne preveč dosledni pri upoštevanju teh priporočil, pogosto povejo o poslabšanjih. Ni pa neke specifične oblike diete, ki bi zanesljivo vplivala na izboljšanje ulceroznega kolitisa. Nasprotno je pa seveda treba povedati za te bolnike z refluksno boleznijo, da lahko z izborom primerne hrane marsikaj storijo zase. To pomeni tudi z omejitvijo čokolade in podobnih živil. Kakšen je pa kaj pomen vzdrževanja primerne telesne teže? Ali ima kakšno vlogo pri teh boleznih ali na to nima posebnega vpliva? Za refluksno bolezen požiralnika ima. To pa zaradi dejstva, če imamo prekomerno telesno težo, se spremenijo anatomske razmere v predelu diafragme. In bolniki, ki so piknične konstitucije ali ki imajo povečan indeks telesne mase, so seveda veliko bolj nagnjeni k refluksu. In zaradi tega jim seveda pomembno lahko pomaga
ali lahko shujšajo, ali pa skušajo z primernimi obroki vplivati na izraženost svojih težav. Vsekakor bomo pa veliko prej opažali refluksne težave pri bolnikih piknične konstitucije. Veste, kaj me še zanima? En tak morda splošen nasvet za naše gledalce in gledalke. Kdaj je potrebno iti k zdravniku, ko so težave zelo hude oziroma je bolje, da gremo prej? Kakšen je pomen zgodnjega odkrivanja bolezni, o katerih nocoj govoriva? Če bi želel dati tak nasvet, bi rekel, da je vedno prav, da se greš pogovoriti za svojo izbrano zdravnico ali zdravnikom, kadar pri svojem počutju opaziš določene razlike, spremembe, ki se pojavijo. Pri tem so nekateri bolniki veliko bolj tankočutni pri zaznavanju teh sprememb kot drugi. Problem je, da del bolnikov verjetno predolgo časa čaka v pričakovanju, težave bojo izvenele, mogoče se preveč s tem ukvarjam in ne gre poiskati odgovora. Imamo pa seveda tudi druga nasprotja, to so pa nekateri bolniki, ki so usmerjeni v točno drugo stran, ki so zelo pozorni do svojih težav, želijo imeti veliko število preiskav in želijo imeti pravzaprav zagotovila, da nismo nič ugotovili. Glede na dejstvo, da sem zdaj približno 32 let v službi, sem se zelo navadil ljudem povedati ali bolnikom. Mi vsi bi želeli, da nam nekdo reče, zdravi ste in nič vam ni. Če pa želiš biti pošten do svojega bolnika, je pa potrebno povedati, tako kot sem se navadil tudi sam. To, kar sem naredil, naj ne bo za vas nič obremenilno, ni potrebno, da vas zaradi tega skrbi. Vsekakor je pa pomembno, da ste do svojega zdravja, do zaznavanja svojega zdravja ali svojega počutja dovolj pozorni. In takrat, ko imaš vprašanja, ki se ti ponavljajo samem pri sebi, potem je dobro, da si greš poiskati ene odgovore. Dostikrat rečem tudi ljudem, ko jim nekaj pojasnim, mogoče si kaj zapišete, greste potem v miru pogledati še kaj ali prebrati na splet ali v kako knjigo in naslednjič, ko se vrnete, boste povedali, kako ste kaj razumeli. Tako. Najlepše se vam zahvaljujem za vaš čas, za vašo prijaznost, vse dobre informacije in odgovore, ki ste jih nocoj delili z nami in upam, da se še kdaj vrnete v našo oddajo. Hvala lepa. Hvala za povabilo. Spet je tako hitro minila ura našega druženja, ki smo jo nocoj posvetili gerbu in ulceroznemu kolitisu. Na moja in vaša vprašanja je odgovarjal profesor dr. Pavel Skok, doktor medicine, specialist internist z oddelka za gastroenterologijo UKC Maribor. Vaše družbe pa bom vesela tudi prihodnji teden ob istem času na istem televizijskem kanalu, ko bomo govorili o boleznih, ki jih prenašajo klopi. Na klepet bom povabila magistro Boženo Kotnik-Kevorkijan, doktorico medicine, specialistko infektologije, predstojnico oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja UKC Maribor. Bodite z nami, lahko noč!